Ja, cenjene gledalke in gledalci, spremljevalci najnega podcasta Skokcast, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, moje ime je še vedno Rok. In jaz sem tudi še vedno Izidor. Zakorakali smo v novo leto, tako da najprej vam voščiva srečno, zdravo in uspešno novo leto. Ostanite še naprej ljubitelji smučarskih skokov in ko boste imeli čas, pogledajte tudi malo na najn YouTube kanal. Predvsem to. Ja. Torej, midva bova danes v tej drugi oddaji, v tem drugem vlogu, bova pokomentirala novoletno turneje, oziroma silvestrsko turnejo. Novoletno in silvestrsko turnejo. Bova tokrat dala prednost dekletom iz večjih razlogov. Torej, prva silvestrska turneja je za nami. Dobila je presenetljivo Marita Kramer, ki še vedno skače dominantno in deluje nepremagljivo. Čeprav jo je Križnerja premagala. Ja, na prvi tekmi. In v bistvu ni zmagala nobene od tega. Samo skupna je bila najboljša. Skupna je bila najboljša, prvo tekmo je zmagala naša Liga Križner, drugo potem Sara Takanaši, ampak spet najbolj konstantno se je pokazala Marita Kramer. Mogoče celo na koncu je zmagala za okoli 5 točk prednosti, so mogoče celo pričakovali, da bo zmagala še bolj zanesljivo. Sicer pa mislim, da lahko rečemo, da je ta prva silvestrska turneja uspela, tudi z vidika rezultatov naših skakalk. Imeli smo med prvo osmerico tudi v skupnem seštevku 4 tekmovalke. Druga Križnerjeva, četrta Bogatajeva, peta Ema Klinec in 8. Nika Prevc. Treba izpostaviti, ko smo že prej zmagal Križnerjeve na prvi tekmi, pa drugo mesto Bogatajeva na drugi tekmi. Zagotovo moramo izpostaviti tudi Niko Prevc, kot debitantko, letos v svetovnem pokazu, 16 leti. Rekel že prej, da je najboljši prevec v družini. Ja, tako, najboljša v skakalni družini prevec trenutno, ja. Zdaj, Takanaševa je spet pomaknila to lestvico. Zmag in stopničk še malo više. 61. zmaga so 10 stopničke. Tako da zdaj po zmagah je recimo v absolutni konkurenci zdaj 8 pred Šljerncem. Po stopničkah pa treba pogledati še za Honenom. Honen ima tudi preko 100 stopnička. Zdaj ne vem, če jih ima preko 110. Ja, bova preverjala. Treba preverjati. Treba gledati absolutno konkurenco. To smo dolžni v naslednji oddaji. Se pravi, Ljubno je uspešno gostilo, bomo rekli, to prvo turnejo, za zdaj je bilo edino prizorišče. Upam, da bo v prihodnosti še več, ne? Upam, da se bo razširila vsaj v ta format, v katerem so moške turneje, 4 prizorišče. Res vidi, katera je najbolj konstantna. Dve tekmi, niso spet neko merilo. So do neke mere, ampak na tako 4. Ali pa tako tisto, kot je recimo norveška turneja, tam je pošteje vse, kvalifikacije, ekipne tekme in vse. Tisto je pa res, tisto je pa merilo, kdo je najbolj konstanten v tistem času. Ampak misliš, da bo nekakšna različica norveške turneje še za ženske? Ja, upam. Ampak zdaj začnemo z novoletno najbolj, zaradi silvestrsko. Uradno. Ja, tako. Te ženske skoki se sicer počasi razvijajo, ampak se premika. Vsako leto imajo kako tekmo več, kako večje skakalnico več. Pogreša več večji skakalnic. Ja, to so tudi že govorila, da nekako upajmo, živimo za ta dan, da bojo v planici tudi punce letele. Tam je bilo že za začetek, da bilo samo recimo finale na veliki skakalnici, recimo v planici. Pogrešam, zakaj tudi fanti ne skačejo v planici na letalnici, ampak na velike skakalnice. To je bilo lahko, če imajo pač Nemci, pa Norvežani, pa Avstrijci, pa ne vem, koliko tekam, zakaj bi se mi mogli zadovoljiti z onimi tremi, ki dobimo na sezono. Sicer so te nekaj posebnega, to si priznajo, ampak vseeno. Kakšna tekma več bi pa lahko bila tudi po Sloveniji. Tako da že prej sva rekla, tudi z organizacijskega vidika je Ljubno spet ni razočaralo. Bile so stabilne razmere, lepi skoki, fair tekmovanje, to imamo radi tudi, kar se tiče
vetra, sodniški ocen in tako naprej. Tako da lepe tekme. Drugače, prej si še omenil, da je Jernej Damjan povedal, da se bo razširila že drugo leto? Ja, tako. V studiu, ko je bil, je omenil, da že v naslednjem letu se planira širitev v Beljak, potem pa naj bi sledilo še Trbiš in Predaco. So prej rekla, podaljšana slovenska turneja, še v Beljak pa v Trbiš. Vsej Predaco pa Trbiš sta naša, pa po Trstu. Tako da, zdaj, recimo, to se mi je zdelo tudi zanimivo, veliko je mladih skakalk, tudi v samem vrhu so razen Takanaši, je zdaj že malo izkušenejša. Pa sva Iraško, da to že zelo... Sem hotel omeniti, Danijelo Iraško-Štolc, ki je daleč najbolj izkušena med vsemi in je bila 6. v skupno turneji. Tudi prej, ko smo se imeli o skakanju deklet na letalnicah, ona je že skakala. Kako je edina ženska, ki je priletela na 200 metrov. To je edina ženska, ki je nekako na pol uradno pustili, da skoči. Jaz mislim, da so tudi te deklete grejo malo pod muklo, grejo na letalnice, po mojem, da je skočiti, grejo malo... Mislim, da se lahko grejo. Zagotovo, če bi njih vprašal, ali želijo leteti, mislim, da niti ena ne bi rekla, da ne. Jaz sem kar opažam, je pri vseh teh skakalcih ravno to njihov smisel, da letijo čim dlje. Že ne hočejo čim dlje leteti, se pa čim bolj približa ledenju. Slejko prej ne bojo več zadovoljne skakati 102 metra. Še zdaj niso, ampak očitno jim še ne uspe. Zdaj so še vesele, ko grejo na te. Ja, so veliko skakalnice, ampak zdaj tudi letalnice bile zelo zanimive. Zdaj mislim, da sva to žensko turnejo kar obdelala. Jaz sem nažalost sam že tekme, ampak drugo leto mogoče že 3, 4. Upajmo res, da se bo širila, da se bojo ženski skoki še naprej razvijali in da bojo naše skakalke obdržale stik z vrhom. Misliš, da bodo letos lahko osvojile tudi Pokal narodov? Mislim, da so trenutno najbolj konstantna ekipa. Tako, mislim, da bi ekipno tudi najbolj močne. Pokal narodov bi lahko bilo. Zdaj, kar se tiče pa Globusa, jaz dvomim, da ga lahko Križarjeva spet osvoji, sploh pač ob taki Kramerjevi. Sem že lani, če smo iskreni, imela kar nekaj sreče, v tej bitki s Kramerjevo. Izkoristila je tisto, kar se je dogajalo, tisto okužbo Kramerjeve s COVID-om. Tako naprej. Ampak seveda je treba izkoristiti, kar se ti pokaže. Globus nič manj vreden zaradi tega. To sem vsekakor, Ampak letos mislim, da Kramerjeva je bo zelo težko ugnati. Mislim, da ima že tudi precejšnjo prednost skupno. Mislim, da nič se res kaj ne ponovi. Mislim, da bi mogla osvojiti letos velikih kristalnih globov za dekletih. Upam, da si želel upati, da bi Križarjeva pa Bogatajeva je to preprečila, ampak mislim, da je trenutno res skače dominantno. Je nepremagljiva trenutno. Mislim, je premagljiva, ampak... Salto je premagljiva. Tako, po skupnem seštevku... Je bilo težko vejeti, dobro, zdaj greva še na moško turnejo, ta je še vedno novoletna. Zdaj jubilejna 70. leto, to sva že omenila. Zdaj, tu smo pa na polovici, dve tekmi sta za nami, pa ene kvalifikacije. Moš čez polovici, na polovici in še malo. Zdaj, tudi tukaj imamo nekako, tudi tukaj presenečenje na vrhu. Na samem vrhu res presenečenje Ryoju Kobayashi. Ko sva govorila o favoritih, sva ga omenila kot prvega favorita. Omenila sva njega in pa Geigerja. Sva pa pričakovala bolj tesen dvoboj med njima. Od slednjega od Geigerja sva pričakovala več. Je pa po drugi strani presenetil nekdo drug. Tako. In to smo veseli. Je v bistvu to šle celo boljše. Da je treba pohvaliti Lovra Kosa. Obrzorovh tudi lepo, kaj bi peti? Šesti, pa tretji v tem. Temu Garmišu. In skupno tretji, skupno seštevko. To je presenečenje vse. Na moški turneji vse, razen Kobayashi, je presenečenje. Res. Tudi Lindvik na drugem mestu. Spet ni tako presenečenje, ko je že v redu skakal. Sploh na turnejah, nekak skakalec
Za turneje. Ja. Če se ne motim, ravno zaradi bolezni, po 3 tekmah je imel zelo lepe možnosti za zmago. Pa potem mislim, zaradi bolezni mogel spustiti zadnjo tekmo in je šla dobra uvrstitev po zlu. Ja. Mogoče spet ni Lidvik tako presenečenje, tako da je mogoče res največ presenečenje na turneji Lovro Kosov. Ja, to brez dvoma. Ja. Zdaj, Kobayashi je za razliko od Kramerjeve kar močno že odskočil po 2 tekmah. Ja, mislim, da ima 17 točk. Ima 13 točk prednosti pred Lidvikom, pa 18 pred Lovrom. Misliš, da je turneja odločena ali da sploh Lidvik, upajmo tudi Kos, še lahko se približata? Lahko se, ampak težko. Ja, Kobayashi danes je dobil kvalifikacije. Ja, tako da pač mislim... Skoraj verjetno bolj na mesto vprašanja, ali lahko dobi Kobayashi spet vse 4 tekme. Tako, to je bolj na mesto vprašanja. Mislim, da zdaj pač sem rekel že, da pač da bo dobil to tekmo v Innsbrucku, bo dobil turnejo. In mislim, da Kobayashi trenutno deluje tako, da bo težko ga pokronal, že da uporabim besedo stareta, da bo zelo težko pokronal v taki formi, pač vsemu leži in mislim, da zdaj edini, če bo res kakšna loterija vetrovna, kar se zna zgoditi v Innsbrucku, je zelo pogosto se težave z vetrom. Ja, kot smo rekli že prej, to je verjetno najbolj selektivna skakalnica med vsemi temi 4. Že velikokrat je premešala vrstni red. Ampak ja, so pa tudi hkrati rekli, da ko je nek skakalec tako dominanten na takšni formi, kot je zdaj Kobayashi. Ja, skakalnice vse ležijo. Vse ležijo, od največje do najmanjše. In tudi veter ne vpliva bistveno na kakovost. Če imaš res slab veter, neregularen veter, potem pač tudi Kobayashi ne more nič narediti. Ampak mislim, da pač je pa dolžnost teh organizatorjev, pač teh, ki skrbijo, da imajo vse približno enakovredne razmere, da zagotovijo približno enakovredne razmere za vse. Pa tudi, če se malo počakamo. Ti si zelo presenečen na tem, kako konstantno, kako dobro skače Lovro? V bistvu sem presenečen. On je v bistvu letos šele začel, skakal je že lani, ampak letos je dobil od začetka sezone priložnost in jih je dobro izkoristil. Vse priložnosti, ki jih dobi, vsako to dobro izkoristil. In me je presenetil, sploh na turneji me je zelo presenetil. Na prvi tekmi malo presenetil, nisem pričakoval, da bo obranil visoko mesto. Na drugi me je presenetil še malo bolj, ker spet nisem pričakoval, da bo obranil visoko mesto, ampak je potem še napredoval, z vrhunskim skokom in je pač prišel na stopničke, ker se pač zasluženo, zastal samo za Kobayashijem in Eisenbichlerjem. Ja. In da super. Ja. To mene je recimo pozitivno presenetilo, ne na tej drugi tekmi, ko je bil visoko po prvi seriji. Smo se bali, da bo ta pritisk turneje prvič tako visoko, tudi da ga bo mogoče strl, si bo naložil preveliko breme, pa je zdržal. Se zdržal in lepo skakal, to kot treba. Ja. To kot delajo šampioni. Ja, tako. Upamo, da je rutinirano. Upamo, da imamo novega v nastajanju. Ja. Tako. Zdaj, Kobayashi je sicer to drugo tekmo dobil samo 2 desetinki pred Eisenbichlerjem. Ja, ampak res omeniti malo previsoke ocene za Eisenbichler doskok, vsaj pač moje mnenje sem pritisnil, kar sem jaz videl. Govorijo za prvo serijo, ne? Za prvo serijo, v drugi seriji je bil, pač sem videl, da po prvi seriji je bil absolutno previsoke ocene. Sploh kot Nemca, ne 18,5 za telemarki to ni bil. Ja, tako da... Tako da tisti var tehnologija, ki smo jo omenjali, mogoče ni tako slaba ideja. Se tam mogoče malo popravi te ocene. Ampak, 18,5 za doskok v nočno posodico, pač ni gliha. Ni gliha najboljša slika za skoke. Te mogoče preseneča, kako velik zaostanek imata Geiger, Granerud, omenila smo njih dva kot drugega in tretjega favorita. V bistvu za Graneruda ne preseneča toliko, da to sezono vemo, da ni skakal tako konstantno. In me mislim, ne preseneča ta pač velik, se ni spet tako velik zaostanek. Verjetno prevelik, ne gromozanski, ampak prevelik pa za... Ja, za Graneruda pač nisem presenečen. Več sem pa pričakoval od Geigerja, ampak mislim, da bo bolj što. Čeprav v Oberstdorfu je bil... V Oberstdorfu je bil dober, potem je v Garmišu... Mislim, da je 7. še li bil? Ja, v Garmišu je potem kar precej izgubil. Misliš, da je bil to zdaj že pritisk teh nemških neuspehov,
da se je to, ker zdaj se je do te tekme v Garmišu se je zdel zelo zanesljiv. Zelo zanesljiv, to sploh na teh velikih tekmah, na svetovnih prvenstvih, na olimpijskih igrah, je on res vedno skakal to kot treba, to kot zna, vrhunsko. Ja, veliko smo govorili, da je v bistvu skakal za velike tekme. Ja, tako da sem mogoče malo še nekaj pričakoval, ampak malo pa zaradi tega zdaj kosa toliko višja. Je pa zanimivo, kako je na tej turneji, recimo nekaterim enostavno ni usvojeno, recimo Simon Amann ima 4 zlate olimpijske medalje, naslova svetovnih prvakov, vse je razen turneja. Drugače, če gremo še na ostale naše poleplorata, treba vedeti, da je Cene je zapustil turnejo. Ja, Cene je bil eden tisti, ki je imel vse 4 skoke, da zdaj bil je 20 v turneji. Zato je opcija, da je imel vseh 8 skokov, ampak je zapustil. Ja, zdaj precej to je, ta novica je v bistvu precej presenetila vse. Presenetila tudi glavnega trenerja. Tako, zelo zanimivo, da se ne. Ampak ima že svoje razloge. Ja, rečeno je bilo, da iz osebnih razlogov, nekako neuradno se pa govorilo, da nekako ni bil dovolj skoncentriran na to novoletno turnejo in da se bo v miru pripravljal na treningu za olimpijske igre. Tako. Ne se lepo pripravi, da bo spet, da bo na olimpijskih igrah močna ekipa in da bo imeli šanse za medalje, možnosti za medalje, se pravi, za moje narečno govorjenje. Ja, zdaj, mislil sem te še vprašati, se pravi, Doro je na 3. mestu, rekla sva, da je, vsaj po najnem mnenju, zlati orel verjetno že oddan. Ja, zelo verjetno oddan, ko bo jašil. Ja, ampak misliš, da lahko Doro obdrži to visoko mesto, da bi lahko bil na koncu skupno seštevku med stopničkami, zdaj pritisk bo če dalje večji na teh 2 tekmah. Misliš, da bo Doro kos tej nalogi? Ja, zdaj, lahko je kos tej nalogi, če nanizate svoje skoke, je lahko ohrani 3. mesto, ampak v bistvu tudi težko. Geiger pa tudi Johansson, Granerud so vsi bili samo za petami, samo pa recimo 3/5 zadnje. Morajo delati svoje skoke in mislim, da bi lahko ohranil 3. mesto na turneju. Čeprav pa ni ravno ravno lahka naloga. Ampak sposoben pa je. Poleg tem, kar smo videli, da se zna spopasti s pritiskom in če dela svoje skoke, ne vidim, zakaj ne bi bil 3. Tudi na današnjih kvalifikacijah je bil spet visoko 5. Da je res konstantnost. Držimo pesti, da ga ne bi, da ne pregorel v želji. Da ne bo recimo tako, da Timi Zajc, ko je v kvalifikacijah ali je dober, pa potem na tekmi malo zamehuri, ali se ne uvrsti na tekmo sploh. To je. Ostali naši, v bistvu, Lovro Kozne, malo popravlja sliko naše reprezentance. Ja, sicer ravno ne moremo biti pretirano zadovoljni, če štejemo Lovra. Tudi pretirano razočarani, ne smemo biti. Imeli smo 4, z vsemi 4 skoki. Ja, zdaj 3. Zdaj imamo pač 3. Kos, Lanišek in Peter Pevc. Oziroma ne, Peter Pevc je izpadel na drugi tekmi, se ni uvrstil v finale. Ja, ne. Ni prišel v finale? Ne. Sigurno? Zdaj izpadel je na drugi tekmi. Tako da v bistvu imamo samo 2. Imeli smo 3, zdaj pa po odhodu Ceneta še 2. Ja, Lanišek je 17, tudi čeprav ima vse skoke, ne moramo ravno reči, da smo zadovoljni z njegovo vrstitvijo. Napovedali so celo, da bi se znal boriti za stopničke, da bo v tej situaciji, kot je zdaj Kos, sva recimo pričakovala. Ampak ne, dokaj imaš nekaj, ko skače tja zraven, je v redu. Lahko se še dvigne nivo naših skakalcev, ostalih. Kos ne nadaljuje, Lanišek se malo spomni skokov iz Finske, ko je zmagal. Peter Pevc ne se spomni recimo skokov iz sezone 2015-2016, ko je takrat skakal. To je že kar oddaljen spomin. Ja, v bistvu. Niso pa te naši, ki so jih omenili, edini, ki so razočarali, recimo Poljaki so zelo slabi. Recimo Kamil Stoh, omenjala so kot nekega favorita iz ozadja, pa samo 2 skoka do zdaj, Oblak je na tekmi izpadel. V finalno serijo, tako da je to malo
malo veliko razočaranje. No, ne vem, kaj se dogaja. Že prejšnji sem omenil, da pač nimajo podmladka, da so s to kombinacijo žela, da se mogoče poznajo leta in niso vsi Japonci. Niso vsi Kasaji, ni to, ko skačajo do 30-40 plus leta. Ker do turneje jih je ravno stok še nekako vleko, cel gost Poljske, zdaj pa... Mislim, da je bil celo skupno med 10. Ja, je bil, potem ko je on turneje izpadal izmed 10-terica. Ja. Tako da... Ja. Ne vem, kaj se dogaja. Ja, zanimivo, ja. Danes so bile kvalifikacije. Ja, tako to so tudi že imela, da je spet na presenečenje zmagal Kobayashi, Ryoyu, Kajun Shiro. In če ne pokomentirati pare. Tudi pari so seveda že sestavljeni. Prekomentirala bo predvsem pare naših skakalcev in pa par Kobayashija, ki je vodilni. To nam je malo zanimivo. Da širimo v naših Kobatski in pa Zajc. Tukaj se lahko zgodi karkoli. Kobatski lahko skoči dobro, Zajc lahko skoči dobro. Lahko tudi oba skočita zelo slabo. V bistvu, čeprav računam, da bo Zajc... Tim je nosilec tega para, po letošnji formi je precej bolj konstanten vseeno. Ampak ima res, ko smo imeli problem z konstantnostjo. On mora samo dobre spavke iz treningov in kvalifikacij prenesti na tekmo. Kar je že v Garmišu v prvi seriji naredil, v drugi seriji sem imel pač ni ga polomil, ampak sem imel prekladen napak in imel slabši zaradi tega, ampak še vedno med 10. Če skače lepo med 10 konstantno, treba to pokomentirati, kako je možno to, da so taka velika nihanja. Ampak mi dva sama pa ne veva, zakaj se. Ja, to smo rekla, verjetno bo kar eno od celotnih oddaj posvetila temu, ko bo imela kakega gosta, upajmo, da bomo malo pokomentirali, kako je to res zanimivo. Če kdo želi prijeti, ko se spozna, zakaj so taka nihanja, išče nam na Instagram, na Facebook, spodel komentar. Tako, sva na voljo, bo pa si probala tudi najti kakšnega strokovnega gosta. Tako, da ne bomo midva neki midva se ugibala, kaj gre vse na robo. Midva se vseeno bolj kot ljubitelja skokov, ne kot poznavalca skokov tega komentiranja. Greva na naslednjem par zanimiv, kar se tiče slovenskega zornega kota. Geiger in pa Mogel. Tukaj bomo Geiger težko delo. Mogel favorit. Geiger je tako dober, bo imel takšno smolo, da je skakal proti našemu novincu. Žak Mogel je zamenjal Ceneta Prevca. Zasluženo zaradi dobrih skokov v celinsko pokalo. Mogoče ima možnosti, da se vrsti med srečnim poražence. Žal pa ga ne vidim med zmagovalcem dvoboja. Pač Geiger res trenutno. Če ne bo kakšne diskvalifikacije zaradi dresa, kot recimo Freunda, moram reči, da se mi je kar malo smilil Freund. Po dolgem času je res sestavil boljši skok na prvi tekmi, v Obradoru bo bil diskvalificiran za dresa. Zakaj pa bolj fast dresi? To so nijanse pri dresih, to so tudi že govorili, tu gre za milimetre. Ko šiva drese, tako tudi tukaj je nama nekoga, ko se bolj spoznala. Tako, tudi temu bo lahko posvetila celotno oddajo v kakšni drugi priložnosti. Gremo naprej na zelo zanimiv par, kar se tiče na splošne, kar se tiče našega zornega kota gledanja, Kraft in pa Lanišek. Ja, to je verjetno kar najbolj zanimiv par med vsemi. Izenačen par, čeprav recimo Lanišek je bil 9, Kraft še 42 v kvalifikacijah. Splošno gledano je zelo izenačen par, ker res zelo podobno skačeta. Oba sta sposobna zmagati, ampak nobena nima pa ne skače konstantno, da bi konstantno bil med 5 ali pa med 10. So nihanja med prvih 10, 15, 20, da bo zanimiv par. Je pa za pričakovati, da bo verjetno ta par tudi zagotovil eno mesto med srečnimi poraženci. Ja, to pa sigurno. Čeprav jaz upam, da bo Lanišek, da bo Kraft srečni poraženci. Tako, da bo on. Naslednji par imamo Aigner in pa Kos. In spet mislim, da Kos tukaj... Tu Lovro je pokazal tudi kvalifikacijo, da je veliko boljši trenutno. Če se ne veš za tvoja fora, da bo Lovro Kos tej nalogi, da premaga Aignerja. Upamo, da to ne bo imel večjih težav. Da imamo tudi zanimiv par.
Peter Prevc in Daniel Huber. Ja, tu so prej rekli, da ima tu Peter smolo, da v prvi seriji skačeta v paru, ker Huber imel več možnosti. Huber je že kar nekaj leto v drugi seriji pokvaril rezultat. Ampak mislim, da je Prevc tudi sposoben prijeti na srečne poražence. Ker Huber je to vseeno kar precejšnji favorit tega para. Kar se tiče letošnje sezone, skače veliko boljše od Petra in mislim, da je tudi favorit. Peter se je v bistvu komel vrsto na tekmo 47. Tako da so prej rekli, mogoče je napačen Prevc šel na trening domov. Ja, mogoče bi kar oba mogli. Mogoče pa lahko Nika Prevc prišla malo. Ker med fanti, vse s Cenetom so si kar podobne cene. Ja, to je res. Tako da sam ne izamenjam. Mogoče pa zaradi tega šel Cene na trening in pride Nika Prevc. Se ne bo opazilo. Ja, potem pa v bistvu še kot zanimivo zadnjem par, jutri, ko bo Kobayashi in pa Pius Paške. Ja, Pius Paške je za malo presenetil Mišel Dlako, ujel tekmo. Tako da od njega sem pričakoval več. Ja, to je zanimiv par, mogoče tudi tukaj srečni poražen, bi znal priti v finale. Pa favorit je pa tukaj daš kot jasen učitelj. Tisti, ki je favorit tudi posod drugot. Tako da, ja. Tudi jutri bo spet zanimiva tekma. Upam, da res ne bo veter preveč sredmešal in da bo tako v redu tekmo. Ja, upamo na regularno tekmo, potem pa ne zmaga najboljše. Pa ne zgodi najslabše. Ja, tako da zdi se, da je to Kobayashi, bomo pa videli. Rekli smo prej tudi to. Pol turneje je še pred nami. Ja, seveda, lahko se tudi malo se kaj še zgodi, tudi on je samo človek, kot rečemo. Čeprav trenutno deluje iz drugega planeta. Deluje res lepo ga je gledati. Kako gledati, kako preskakuje, gladko preskakuje vse. Zdaj, rekla sva, da je on lahko edini, ki bi že drugič osvojil vse 4 tekme novoletne turneje, že leta 2018. 2019 je že osvojil. Ali 2018? Takrat takoj za Stohom. Takoj za Stohom, tako. Stohom pa takoj za Prevcem, a? Ja, tako da verjetno bo 2018, 2018 Kobayashi. Ko smo se prej pogovarjali, najprej smo 15 let čakali po Svenu Hanovaldu na nekoga, ki bi zmagal 4-krat, potem pa je zmagal Stoh in takoj za njim Kobayashi. V bistvu bi lahko res bil drugi, ko je vse štegra. Je pa Hanoval trenutno edini, ki ima 5 zaporednih zmag na turneji. On je zmagal 4 zapored, pa še naslednje leto, mi pa skupne zmage naslednje leto osvojil. To je zanimivo, tudi nek svoj vrstni rekord, imaš 5 zaporednih zmag na turneji. Si predstavljam, mogoče 8 zaporednih zmag na turneji, mislim 8. Imaš 8 zaporednih zmag na prizorišču na letni turneji, to je bilo tudi zanimivo. Če bo Kobayashi tako nadaljeval, mogoče. Je pa res, da vidimo, da je iz vikenda v vikend hvaležno napovedovati, kaj še le sezono. Še vedno pa, kot smo rekli, ostaja rekorder Jani Ahone s 5 zmagami. V bližnji prihodnosti mislim, da ni nikogar, ki bi ga ogrozil še. Ja, mislim, da trenutno res ni nobenega takšnega, bi 5 zmag lahko. Sploh zdaj je tudi krog favorita veliko bolj širok od takrat. Tudi takrat sem imel skakalcev, takrat sem imel 5-6 vrhunskih, ko so odstopali, potem pa dolgo noč se je zadalo mogoče malo lažje zmagati, ampak zdaj imaš pa, zdaj lahko 15 našteješ, ko lahko zmaga tekma, kar je spet veliko težje potem sestaviti take skoke, da premagaš 5-krat na 4 tekmah vse. Je pa zdaj vseeno pravično nemogoče, da bi še enkrat doživeli tisto turnejo, ki ste jo Ahone in Janda osvojili, zmagala skupaj do desetinko enako. Ja, sploh zaradi vetrne izravnave in vsega tega, mislim, da je praktično nemogoče, da bi se že zdaj to ponovilo, da bi si 2 po 8 skokih imela identični izkupiček, to mislim, da je nemogoče, da se zdaj ponovi. Malo bomo čutili, da skok izgubljajo ta svoj čar. Ja, to je neko romantiko, ki jo šport nasploh izgublja, ne samo skoki. V bistvu, če smo vse prekomentirali večinoma, zdaj smo to še malo tudi treba omeniti, tudi tam je zmed presenečen, sploh v Oberstdorfu, ko je Turk v svoji točki stavljena pokala. To bi jaz izpostavil kot neko presenečenje.
Ja, moramo tu v tej Ipčoglu, ne govorijo o Ipčoglu. Ipčoglu, ja. Prijemak ve, da je Ipčogli. Ja, ni še ravno pretirano znan. Moramo pohvaliti Nejca Franka, trenerja, slovenskega trenerja, turške reprezentance, nekdanjega pomočnika Gorana Janusa v naši reprezentanci. Očitno dela dobro. Dela dobro z njimi. Lepo, zanimivo, da se skoke širijo do take netipične države. Ja, lepo je videti koga od teh egzotov. Tudi Estonci. Ja, glih Estonce sem mislil tudi omeniti, Ajvro je kar pogosto med točkami. Pa še en drug Estonc se pojavlja, pa tudi redno se vrši na tekmo. Zdaj sicer ne pride do točk, ampak pride pa na tekmo, kar je spet za Estonce neko presenečenje. Ja. Pa zdaj praktično med skakalne egzote že štejemo Fince, ne? Ja, z samim skakalcem, Kitosave, to je edini na tekmi. Konkurenča za med 30, ne? Tako da, kot sem že rekel, upamo, da ne grejo Poljaki zdaj po poti Fincov. Ja, rado delati z mladimi, ne? Če pogledaš, recimo, tudi japonski trener je Kasaja, ko je slabo skakal, ga je odslovil, ne? In pač delati z mladimi. Zdaj najstarejši pri Japonci mislim, da je Ito, ja. Ki je 36, 37 star. Ja. Vsi ostali so veliko mlajši. Treba res začeti delati na podmladku. Sicer rezultati ne bojo takoj, ampak tudi zdaj niso neki vrhunski. Ja, in tu smo lahko zadovoljni, ne, Slovenci, kar imamo mlade na celinskem pokalu, so uspešni naši skakalci. Tudi recimo ravno Žak Mogel, zdaj na novo v svetovnem pokalu. Ampak tudi, če pogledaš na splošno, slovenska reprezentanca zelo mlada. Je med mlajšimi, ja. Najstarejši je v bistvu Petra Prevc, ki je star 25. Pa imaš pa Cene Prevc, Leniša, Leniša je tudi Leniša, pa Cene Prevc, mislim, sta generacija. Ja, okoli 25, ne. Pa Kos, Zajec, so vsi zelo mladi. Vse so mladi skakalci, ja. Mislim, se 22. Tako da zahodno se ni, da še kakšno se pojavi, da bo in bo. In skoki so tudi priljubljeni, ne, v Sloveniji, to je lepo videti, ne veliko mladih se odpravlja na treninge skokov, tako da verjetno je tudi predvsem po tisti Prevčevi izjemni sezoni 2016, ne, zanimanje naraslo. Pa tudi med dekleti, ne, tudi to je zelo lepo. Tam pa sploh mislim, da se nam ni treba bati, če pogledam, mislim, da je bilo so izkoristili ta nacionalni paket, in mislim, da bilo 11 Slovenk na tekmi. Tako da mislim, da se tukaj ni treba bati za podmladek. Pa tudi nasplošno je pri nas tudi najstarejša Maja Vtič, vidim, najstarejša pri nas trenutno, ima nekaj 40, ostale so pa res zelo mlade v bistvu še. Tudi ni, imamo še 10 let pri moških in pri dekletih. Ja, zanimivo, ne, Daniela Iraško Štolc deluje kot neka mama, ne, med temi mladimi skakalkami. Ja, mislim, da je tudi v bistvu Špela Rogla, že skače nas dolgo, pa je stara se, če 27-28 tam nekje. Da, to je Ja, zanimivo, skakalke pravzaprav veliko hitreje začenjajo kot skakalci, ne, to ponavadi je tako. Ja, da je tudi zanimivo, da težko predstavljaš nekoga prej moške, da je pa 27 veterana. Mislim, da sploh, ko se tiče Špela Rogla, že od začetka v svetovnem pokalu, to je že 9 let, kako traja pri ženskah, to je že neka dolga doba. Ja, no, mislim, da sva zdaj predebatirala, zdaj, ko se vidimo in slišimo naslednji teden, bodo tudi moški že zaključili z novoletno Korejo. Tako da bo pokomentirala tako, če bo kakšno presenečenje. Mislim, da oba dvomiva, da bo. Ja, saj na samem vrhu ne. Predvsem bo zanimivo videti, kako bo naš Lovro Kos ali bo uspel zadržati mogoče mesto na stopničkah. Bilo bi zelo lepo, za njegovo samozavest, pa za njegov razvoj, mislim, da bo fajn. Približajo se tudi olimpijske igre, ne, tako da samozavest bo zdaj zelo pomembna, tako pri moških kot pri ženskah. Čeprav ko se vidimo, mislim, da bomo še vedno poročali iz dogajanja v Bischofshofenu. Tam, ko ste zaključili turneja, mislim, da bo še ena ali dve tekme na istem prizorišču. Ja, to bo zdaj prvič letos. Ja, to bo prvič letos, ja. Je spet zanimivo, lahko bi kakšne polete dali. Ja. Ampak v redu, bo že. Ja. Se bo vse navadili na naskakalnico. Ja. Tako da ja, bližajo se spet tudi drugi vrhunci, ne olimpijske igre. Tako da so to v poletih. Tako tudi. Čeprav smo v bistvu
teoretno še že lani spremljali, decembra 2020. Ja, ni dolgo od zadnjega prvenstva, ki bo predstavljeno. Zdaj upam, da se do prvenstva v poletih sestavi Domen Prevc. In pa da, našega drugega letalca izrazitega pa tudi nimamo. Zdaj Laničar, če bo v formi, tudi bi znal redo skakati, naši drugi letalci izraziti, pa Zajc. Po poleti po naših vedno nekako prinesejo najboljše. To se pozna, trening v planici, verjetno tudi. Tako da bomo imela še materijala. Tako bomo imela še materijala in še zanimiva sezona je pred nami. Čeprav vedno bolj deluje, da bo to ponovna sezona za Kobayashi. Ampak svetovnem pokalu je zdaj prevzel vodstvo. Ampak še meni, da je prevzel vodstvo. Še nima velike prednosti kot Geiger. Tako da ni po tretji? Mislim, da je Granerud še vedno tretji. Mislim, da je. Ampak zdaj že z večjim zaostankom. Tako da bomo spremljali sezono še naprej, slišimo se, vidimo se naslednji teden, tako da spremljate zdaj novoletno turnejo še naprej, že jutri vas vabiva pred televizijske ekrane o pol dveh, že malo bo zgodaj. Malo popoldanska. Tako da držite pesti za naše orle in pa naše kose. Tako, predvsem tokrat za njih. Mi dva pa se ponovno oglasiva naslednji teden, tako da spremljate najin kanal. Vesela bo vsakega odziva. Všečka naročnika. Kaj se še da? Še v fonček klikate, to lahko. Da boste dobivali obvestila, ko objaviva naslednji prispevek. Tako da zdaj pa vas pozdravljava. Imejte lep dan, lep večer. Tako, in nasvidenje do naslednjič. Tako.